Dejstvo je, da sem imel december in pol januara katastrofalnih, kar se tiče moje osebne igre. Nekako se skušam dvigovati iz tekme v tekmo, da prijem do nivoja, kot sem imel recimo v pripravljalnem obdobju in prvih 5-6 tekem lige Telemach. Ne opremenjujem se toliko s svojo igro, kot pa s tem, da ekipa zmaguje in da smo vsi zadovoljni. Vedno je lepo igrati pred tako publiko, ko je dvorana vedno polna, ko čutiš, da dihajo s tabo, da so vedno na vsaki tekmi 6 igralec, da ti pomagajo in pač na en način jim vračaš to z dobrimi potezami na igrišču. V glavnem šentjurska publika pa je zgodba zase. Tudi ko sem igral tekme s Koprom v Šentjurju, je vedno bilo fantastično vzdušje in res odlično je bilo vedno igrati v Hruševcu. Oče je že celo življenje v košarki kot igralec, pa kasneje kot sodnik, zdaj že več kot 25 let delegat. On je seveda glavni krivec, da sem se tudi jaz znašel v košarki. Pri mojih 7 letih me je namreč vpisal v šolo košarke v Beogradu pri legendarni jugoslovanski košarkarci Sofiji Pekić. Dejstvo je, da v prvih letih treniranja košarke nisem bil toliko zagrižen za njo, namreč hodil sem na treninge bolj več ali manj zaradi zabave, druženja s soigralci, včasih tudi neupoštevanja trenerovih pravil in navodil, ampak s časom se je tudi to spremenilo, enostavno še posebej takrat, ko sem začel hoditi in trenirati v svojem prvem košarkaškem klubu KK Šampion iz Novega Beograda. Sem imel tudi veliko srečo in privilegijo, da sem takrat delal, oziroma da je z mano delal eden od boljših trenerjev teh časov za mlajše kategorije, Dragan Dragosavac. On me enostavno vse naučil, uvedel ta šport, naučil, kako naj imam rad ta šport in sigurno velike zahvale grejo tudi njemu, da sem dan danes tudi v športu. Iz leta v leto nekako so se kockice gradile in je prišlo do tega, da sem začel oziroma nadaljeval svojo kariero v Mariboru. Predvsem pa to, da sem imel po očetu že, mislim, da 96. leta slovensko državljanstvo. V Beogradu pa sem bil igral zadnjo mladinsko sezono za takratni klub Beopetrol in sem bil na eni prelomnici. Ni bilo realno pričakovati, da bom igral v kakšni prvoligaški ekipi takratne Srbsko-Črnogorske lige, ki je bila izredno močna. Ni bilo realno za pričakovati, da bom del kakšne ekipe. Sem se tudi dvakrat udeležil kempov v Postojni in navezal stike. Sem imel še strica v Mariboru, kar mi je bilo ena od prednosti, da imam enega, da rečem, iz familije zraven. Tudi ogromno mi je pomagal stric, seveda v teh trenutkih, še posebej prvo sezono, ko sem se mogel navaditi na vse skupaj, spremembo okolja. Tako da, to je ta zgodba, tako se je vse začelo. V Kopru sem bil 8 let, prvih 6 let sem se ukvarjal samo s košarko. Vsaka sezona je bila zgodba zase, od menjave trenerjev do novih igralcev, novih obrazov vsako sezono, ampak vedno se spomnim teh let v Kopru na pozitiven način in če bi lahko kaj spreminjal, v bistvu nič ne bi spreminjal. Vse bi naredil isto tako, kot je bilo. Res je tudi to, zadnje 2 sezone v Kopru sem delal v Žusterni, Terme Čatež, kot reševalec iz vode. Sem bil naveličan skozi istega sistema življenja, treningi, pijače, počivanje, spet treningi, druženja, gor dol, pa sem hotel še eno aktivnost, novo si narediti v svojem življenju in to mi je
uspelo takrat in sem imel tudi zjutraj službo, zvečer treninge, tako sem pač hitro se navadil na ta nov sistem. Končal sem srednjo grafično šolo v Beogradu in zdaj pač ta moja služba je kar povezana s tem, kar sem se tudi učil v šoli. Ampak nisem se odločil, da bi zraven košarke še nekaj delal, predvsem zaradi denarja. Bolj zaradi prihodnosti in vse skupaj. Mislim, da se z eno košarkarsko plačo v Sloveniji tudi da preživeti. Ampak kar se tiče prihodnosti, letos bom star 30 let, vprašanje je, koliko bom še lahko igral, zdaj se počutim odlično, bomo videli, ali bo to še sezona 2, ali bo 5-6, ne vem, bomo videli. Bolj sem zadovoljen in siguren, če imam eno sigurno zadevo pred sabo, oziroma eno službo, kot jo imam zdaj, in da po enem koncu igralske kariere se ne bom bolj spraševal, kaj pa zdaj. Vesel sem, da sem v enem kolektivu, kot je Grafika Gracer, in da so me tam sprejeli. Tako da furamo ta sistem, služba, treningi, služba, pa dokler bo šlo. Jaz upam, da se ne bo nič premešalo letos, da bo ostalo tako, kot je zdaj, to se pravi, da bomo ostali na tej poziciji, ker smo. Dejstvo je, da smo se dvignili iz čistega dna. Noben ni pričakoval, da bomo po prvih 8 krogih bili na 4. mestu, ampak enostavno zbudili smo se, začeli smo igrati in zasluženo smo na tem mestu, ker smo. Dejstvo pa je tudi to, da ni še konec in vsekakor računica je prosta, moramo zmagati doma obe tekme, Rogaško oziroma Savinjske Hopse in Škofja Loko. Jaz upam, da bo nekako prišlo do tega, da ne bomo rabili zmagati v Rogaški oziroma da lahko izgubimo manj kot 19 točk, ampak seveda, da bomo šli tudi v tem primeru na zmago, ampak zdaj, če smo že prišli do te pozicije, ker smo, računam, da bomo tudi tu ostali, v dobri smo formi, dobro treniramo, dobro se razumemo in po končanem finalnem turniru pokala, ker smo dokazali sami sebi, da lahko igramo tudi z eno Olimpijo, vsekakor pričakujem, da bomo tudi letos v Ligi za prvaka in da ne bo nobenih sprememb. Spremljam med sezono seveda vse, kar mi je interesantno, še posebej Jadransko ligo, Evropske lige, Euroligo seveda, to normalno da gledam. Včasih sem se recimo zbujal po noči, da bi gledal Michael Jordana in druščino, zdaj tega ni več, bolj pogledam kakšen NBA action, kakšne highlights iz tekem, zdaj da bi gledal kakšno NBA tekmo, pa tudi v play-offu ni več tako atraktivno, bolj mi je pri srcu Jadranska liga in Euroliga oziroma Evropske lige, Španija, Italija in tako naprej. Kar se tiče Evropskega prvenstva, seveda, da je fajn občutek, da bo v Sloveniji, da bo Slovenija domačin, da bo v Celju ena skupina igrala. Upam, da se bom tudi osebno pač pogledal kakšno tekmo. Mislim, da moji favoriti, kar se tiče Evropske, so še vedno Španci, čeprav bo igrali brez Gasola, normalno domačini Slovenci, ker pač domačini vedno, dostikrat se je dogajalo, da naredijo dober rezultat, računam na njih. Moji favoriti so vedno in vedno bojo Srbi, kakršnekoli, da so, vedno bojo neugodni. Sem pa prepričan, da bojo tako kot je lani Makedonija naredila čudež in prišla do polfinala in na koncu bi malo zmanjkalo do medalje. Sigurno pa tudi kakšno presenečenje letos, ki bojo šokirali celo košarkaško javnost. Tako bom rekel, kot majhen, kot srednjošolc sem bil vatreni navijač Zvezde. Hodil na tekme, fuzbal, košarka, rokomet. Z leti se je to pač spremenilo, čeprav če bi mi kakšen vatreni navijač Zvezde slišal, bi se drugače hotel imeti opravke z mano, verjetno, ampak z leti sem spremenil mnenje in
ne hodim več na tekme navijati ali pa se delati nekega huligana ali pa karkoli, kričati tam, bolj gledam kvaliteto, bolj gledam, kdo igra lepše, hodim gledati tekme, v glavnem. Pri srcu pa mi je bolj Partizan, ker že 10 let več igra Euroligo, bolj dominanten je tudi v Jadranski ligi, tako da to je to. To je moja skrivnost, to sem si že dolga leta sem si nekako planiral, da bi si nekaj pač narisal nase. Vedno me je oče prepričal, pač, da ne, zdaj sem se letos 1. septembra odločil, sem se zbudil zjutraj, sem rekel, danes bom šel se tetovirati. Skrivnost pa je, kaj sem si dal na roko, ker če ne bi hotel, da je skrivnost, bi si dal v slovenščini ali pa v srbščini, ne. Tako da si dal te kitajske črke. Mislim, da 2 ali 3 osebe vejo, kar je, tako hočem, da tudi ostane.